Skrb za planet in trajnostno razmišljanje nas vodita v iskanje vedno novih učinkovitejših virov, ki ohranjajo naravo, so socialno sprejemljivejši in ustvarjajo blaginjo. Učinkovita raba virov je eden izmed ciljev, ki si jih je Evropa zastavila do leta 2020 in ki vključuje tudi uporabo odpadkov kot vir. Na področju gradbenih odpadkov imamo do leta 2020 zastavljen konkretni cilj: 70% recikliranje gradbenih odpadkov. Gradbeni odpadki, ki nastajajo pri gradnji, obnovi in rušenju objektov, predstavljajo enega izmed najbolj voluminoznih tokov odpadkov. Glede na vrsto materialov so tudi odpadki tako raznoliki, kot so raznoliki materiali v stavbah. Največ je različnih mineralnih odpadkov, kot so opeka, beton in kamen, kovin, lesa, izolacijskih materialov in plastike. V objektu so lahko prisotne tudi nevarne snovi, kot so azbest, PCB, mineralna olja, barve, ki vsebujejo nevarne snovi. Zato je nujen predhodni pregled objekta in odstranitev teh snovi še pred začetkom rušenja. Rušenje objekta mora potekati v obratnem vrstnem redu, kot je bil zgrajen, po ustrezno pripravljenem načrtu rušenja in načrtu gospodarjenja z odpadki. Pravilno ločene materiale iz selektivno rušenega objekta nato predelamo v reciklirani agregat na mestu samem ali pa jih oddamo pooblaščenemu zbiralcu oziroma predelovalcu. Pri tem moramo biti pozorni na to, da bo transportna pot odpadkov ali že predelanega materiala čim krajša. Običajni način predelave na mestu samem je naslednji: primarno sejanje, drobljenje, odstranjevanje armature in sekundarno sejanje v posamezne frakcije recikliranega agregata. Pri recikliranju gradbenih odpadkov je prav tako pomembno, da se material ustrezno vlaži, da se s tem prepreči onesnaževanje z delci, zlasti tistimi pod 10 mikrometri. Predelava selekcioniranega gradbenega odpadka je istočasno že proizvodnja gradbenega materiala. Zanj začne zato takoj veljati tudi gradbena zakonodaja. V gradbeništvu uporabimo zelo veliko surovin, zato uporaba recikliranih odpadkov lahko močno prispeva k trajnostnemu ravnanju z viri. Uporaba recikliranih odpadkov znižuje emisije, prihrani energijo in ohranja naravne vire. Gradbena zakonodaja ne pozna razlik med gradbenimi proizvodi, ki so nastali iz odpadkov, in tistimi, ki jih izdelujemo iz naravnih surovin. Pomembne so zgolj končne lastnosti proizvodov glede na njihovo nameravano uporabo. Zakonodaja na področju gradbenih proizvodov zahteva trajnostno rabo naravnih virov, kar je ena izmed bistvenih zahtev za gradbene objekte v novi uredbi Evropske unije za trženje gradbenih proizvodov. Najpogostejši gradbeni proizvodi iz odpadkov so reciklirani agregati, ki so eden izmed osnovnih materialov v gradbeništvu. Delež agregatov predstavlja približno 80% v betonu, 90% v asfaltu in 100% v nevezanih plasteh. Trenutna svetovna poraba predstavlja 95% naravnih in 5% alternativnih agregatov, to je recikliranih in umetnih, zato so možnosti uporabe še velike. Ugotavljanje lastnosti recikliranega agregata poteka po istih tehničnih specifikacijah kot za naravne agregate. Danes se reciklirani agregati najpogosteje uporabljajo za nevezane nosilne plasti, kot so na primer zasipi ali nasipi. Pravilno selekcionirani in homogeni reciklirani agregati pa se lahko vgrajujejo tudi v proizvode z višjimi varnostnimi zahtevami, kot je na primer beton. Strokovnjaki na področju betona se danes trudijo za razvoj tako imenovanih zelenih betonov, zlasti zaradi velikih izpustov toplogrednih plinov in velike porabe energije v proizvodnji cementa. Njihovo trajnostnost lahko še povečamo z uporabo recikliranih agregatov. Ribertovci smo se združili, da bi ozaveščali ljudi o možnostih recikliranja industrijskih in gradbenih odpadkov.
Strokovnjaki z različnih področji si preko praktičnih prikazov uporabe industrijskih in gradbenih odpadkov, predavanj in delavnic prizadevamo za višjo stopnjo recikliranja, ki pomeni boljšo in lepšo prihodnost za naš planet.